Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Dober večer, v imenu knjižnice po dolgem času zopet otvorimo pogovorne večere v knjižnici in seveda nocoj gostimo Tadejo Brankovič v naši sredini, ki je bila na 4 olimpijadah. Zakaj pa je naslov knjige 5. olimpijada, pa v pogovoru z Igorjem Goštetom povedala sama. Igor, izvoli. Hvala. Hvala vsem, ki ste prišli, pa hvala tudi vsem tistim, ki nas spremljate prek elektronskih medijev. Ja, v tem tednu je teden raka in tudi o raku bova nocoj tokrat govorila z Tadejo Brankovič. Tadeja, midva se že kar precej let poznava še iz ETV-ja. Mislim, da je bila dvakrat moja gostja v športni oddaji, ko si bila še na višku svoje športne kariere, tako da se tikava, ne, in bo tako ostalo tudi v oddaji. Tadeja, ti si bila res na 4 olimpijadah. Verjamem, da je bilo težko priti na olimpijado, ampak verjetno je pa težja preizkušnja ta, skozi katero gre zdaj na tej svoji 5. olimpijadi, kaj ne? Ja, pač nobena ni bila lahka. Lep pozdrav vsem, dober večer. Vsi, ki se gledamo tudi prek kamere. Tako da nobena ni bila lahka. Sigurno je ta pač najtežja. Najtežja v tem smislu, ker vse te 4 športne olimpijade, kot sem jih jaz poimenovala, sem se na njih nekako lahko pripravila. Na njih sem pač lahko računala, kontrolirala sem, kje sem, imela sem plan treningov, s trenerjem sem se lahko pogovarjala, dogovarjala, trenirala po planu. Vsak trening je, ali pa vsako tekmo je pač rezultat dajala štoparica. Na tej 5. pač je pa presenetila, pride kot strela z jasnega. Ne računaš na njo nikoli, nikoli nisi pripravljen na njo, ne v mladosti, ne v starosti. Tako da dejansko tukaj štoparica ni več moja prijateljica in pač to je res, ko pravim, maraton na dolge proge in pač ta 5. olimpijada je preizkušnja v tej smeri, da jo sprejeti tako, kot je in pač se naučiti z njo živeti. No, seveda bova v toku tega večera spregovorila tudi kaj o tvoji borbi z rakom. Moram pa povedati, da si ti tudi častna pokroviteljica našega 11. zasavskega humanitarnega teka, kjer bomo 13. maja v Hrastniku zbirali denar za onkološke bolnike, za skupino iz Zasavja, kar precej je tistih, ki so šli skozi raka. O tem bova veliko govorila, seveda mi je v čast, da boš častna pokroviteljica, pa upam, da se boš toliko natrenirala, da boš kako uro tudi z nami odletela. Sem potrudila sam, tebe zdaj ne vem, če še lovim, tako da sem pa potrudila, da kakšen krog. Če sem pošten, tudi sam sebe pogosto ne dohajam več, ne. Greva midva čist na začetek tvoje športne poti. Nekako si živela v športni družini, tudi tvoj brat je smučarski skakalec, je bil, no, ne vem, če je še, zdaj mislim, da je trener. Da je trener, ja. Ti si pa, ne vem, se našla najprej v smučarskih tekih, še brez puške. Se spomniš tistih začetkov? Ja, zelo dobro.
V bistvu ja, jaz prihajam, tako bom rekla, iz aktivne družine, no. Nismo bili nikoli starši, da bi bili kakšni športniki. Oče je igral rokomet po vaških tekmah, jaz temu nisem sploh rekla kakšne tekme, pa so bile rokoborbe. Mami pa v bistvu nič se ni s športom tako ukvarjala. Moja teta je edina trenirala tek na smučeh malo, ampak seveda v tistih časih je bilo to dosti drugače. Jih niso vozili na treninge, tako da je to malo opustila. Tako da brat Anže, sicer mlajši, 5 let, me je pač navdušil, da bi bilo fajn nekaj trenirati. Tako da, ko je on začel trenirati smučarske skoke, sem seveda jaz doma začela težiti, da bi je pa jaz tudi nekaj trenirala, ne, in vedno sem si želela nekako alpsko smučanje, ker bi bilo po moji konstituciji tudi mogoče bolj primerno, ne, ampak je bilo v 7. razredu čisto prepozno za to, tako da sem v sili razmer izbrala tek na smučeh, no, in potem so me starši vpisali v klub smučarskega teka in tako sem začela in kasneje pač prestopila. No, ampak ta začetek, ne, pri smučarskih tekih, to si zapisala zanimivo v knjigi tudi, med drugim si napisala, kako ti je trener rekel, ne, na enem izmed treningov, da se nima časa s tabo ukvarjati, ne. To pa je za mladega športnika, ki stopa na pota športa, en hud udarec, ne. Ja. Nisem čisto pozabila, ne? Ne, še danes nisem in še danes tega trenerja ne maram, ne, tako da mi ni zlezel pod kožo. Bil pa je, jaz sem pa šla na prvi trening, rekla bolj, to smo takrat še tekli na teh vaških poljih in pa smo imeli srečo, da je bil sneg v dolini. Ampak jaz sem seveda prišla vsa navdušena, vsa zagreta tja, da bom pa zdaj to vse poharala in da bom jaz zdaj to, sem zavihala v rokave in se podala kljub stari opremi, ki smo jo imeli. Ampak mi je trener kmalu, ne vem, v 2., 3. treningu rekel, da se pač on nima časa z mano ukvarjati in da naj pač grem domov, ne. Meni je bilo sicer to takrat grozno hudo in pač sem prjokala domov, nisem razumela, ne. Danes sicer to mogoče razumem v tej smeri, ker takrat je bilo glih konec sezone, konec zimske sezone in nekatere punce so se takrat borile za med prve 3, da bi bile skupaj v tem pokalu Slovenije. Ok, ampak ne, sem rekla, način, kako je to naredil, pač je bil res nesprejemljiv, ker zavračati mlade športnike, ki si želijo pač, tako bom rekla, aktivno preživljati prosti čas, je škoda vsakega, ne glede na to, ali je talent ali ni. Tako da ja, sem potem ostala doma, vendar nisem obupala v tej smeri, da bi pustila šport, no. Starše sem še zmeraj prosila, da so me vozili na kakšne te vaške tekme, vaške krose, ki so bile takrat po vaseh veliko organizirane. Tako da tle sta me starša podprla in seveda naključje, ali ni bilo naključje, tako je bilo, da sem tega trenerja dostikrat srečala tam in ko je videl pač moje rezultate, je malo seštel 1+1 in me čez pol leta povabil nazaj, no. In sta potem sodelovala normalno? Ja, nekaj časa sva, vendar sem tako rekla, nikoli mi ni ta trener tako zlezel pod kožo. Potem sem dobila drugega trenerja, no, in z njim sem se zelo dobro ujela, tako da je pa ta neka športna kariera pa užitek na treningu pač bil veliko večji. Dajmo se malce pohecati, no. Jaz sem imel včasih na nogah skakalne smuči, široke, tudi alpske smuči, ne. In dokler ni Petra Majdič takrat na olimpijadi padla, sem mislil, da je to čisto enostavno, ne, imeti tekaške smuči, no, in pred 4 leti sem jih dal prvič na noge, ne, že prej tudi palce, ne, in se veš, kaj se je zgodilo. Takoj sem zgrnil, ne, preden sem sploh se zapeljal. Ni tako enostavno, ne, sploh pa na kakšnem ovinku, ki je že malo brzina, ne. Ja, seveda ni enostavno, vsaka nova stvar, ki se jo lotimo, pač zahteva nek napor, ne. Ne glede na to, ali smo športniki ali ne, pač vsak šport, vsaka disciplina ima eno svojo specifiko.
in se je treba navaditi, ampak jaz verjamem, če bom dobrega inštruktorja, da ne bo teh težav. Zdaj že gre, ne? Ampak si ne treniral. Pri hitrosti pa rajši ne. Je pa drugače, ja. Je pa drugače, ne. Sploh skakalna smučka ali pa tekaška je bistvena razlika, ne. Čeprav sem na Facebooku objavil, da se pripravljam za olimpijske igre, ne. Ja. Naj potem v enem baru, kakšen mesec kasneje, kaj je s tistem? Jaz sem rekel, nič ne. Opustil sem. Ja, tako da nič nisi. Ni za obupati, je pa tek na smučeh. Do olimpijskih iger sem se poslovil, no, kar se tega tiče. Ne, vse veteranske so še opcije. A ja, so še, no. Vse so. Ja. No, ti si pa potem počasi se sprijateljila tudi s puško, ne? Kako je to prišlo? Mislim, da obisk nekega trenerja na vašem domu, ne? Ja, takrat sem jaz trenirala v klubu. Seveda sem tek na smučeh sem zelo hitro napredovala, res sem pač človek, ki se nečesa lotim, se lotim poj 200%. Nisi polovičarka, ne? Ne, res le, čeprav včasih je bilo boljše malo. Ampak načeloma nisem, ja. In sem zelo hitro napredovala, no, v teku. Pač imela sem poj tudi trenerja novega klubskega. In bila sem v prvem letniku gimnazije. Trenirali smo ogromno, v šoli sem bila, odpovedovanja, pa tega je bilo kar nekaj, šola in šport, to se pravi, cele dneve sem bila več ali manj odsotna, no. Ampak prišel je dan, ja, ko je se trener enkrat po treningu že, ko sem bila doma, ko sem že delala nalogo, je pozvonil, odprem vrata in skoji, kaj pa ti tle delaš, pa prav, a sta starša doma, je skoji, ja, valjda, ne. In prav, no, v redu, se moramo nekaj pogovoriti, a ne. In pa on seveda je predlagal, da bi šla v biatlon, jaz pa 100% odločena, da jaz pa puškinom nikoli pač nosila in temu sem zelo velikrat nasprotovala in to mi je bilo res tako, ne, jaz pa puška, ne, zihar, ne, ja, ne. In pol je prišel trener s to idejo, povod je bilo pa to, da bi naredili žensko štafeto za olimpijado, a ne. In jaz ko, ok, poslušam te predloge, in nakar reče, no, se boš odločila, pa jaz ko, ok, bom, pa pravim, koliko imam pa časa, in tako prav, ja, jutri moraš povedati na treningu, jaz ko, kako ne, saj en teden, ne, prav, jutri. Tako da sem se mogla v eni noči dejansko odločiti. Si spala? Ne, nisem spala, tudi v šoli, se danes spomnim enega sošolca, ki je bil smučarski skakalec, ki smo bili v smučarskem razredu, in sedim tam na klopci v šoli pred razredom in po moje sem bila itak vsa zmešana in čudna in ne vem, sem še jokala, kaj pa je vem kakšna. In prav, kaj pa si danes tako čudna, ja, ne vem, kaj naj se odločam, naj grem v biatlon in kaj imaš ti za premišljati, valjda všla, je rekel. Tako, okay. Pa mi je bilo malo lažje, tako da dejansko sem v tej smeri se odločila, da grem v biatlon z, kako ne rečem temu, z mislijo, da grem še zmeraj lahko nazaj v smučarski tek, a ne. Zdaj, če bi se pa odločila za smučarski tek, pa v biatlon vprašanje, če bi imela še možnost potem kasneje, tako da sem malo sprejela tega rizika, no, in pač nisem obžalovala, no, tako da zaradi enega kruga sem pojedla ogromno, tako da upam, da imam za skozi dosti. No, s puško si nikoli nisi bila čisto na ti, mogoče so kakšne stopničke tudi bile zaradi tega manj v tvoji športni karieri, čeprav jih je bilo kar veliko, ampak ne, sama teža ali kaj drugega? Glava, ja. Zdaj puška in jaz, ja, res nisem bila nikoli neki zelo, mislim, skozi bolj smo postajali prijateljci, ampak nikoli se nisem rekla tako oboževala. Je pa težka, ne? Ja, teža je 3 kg pa pol je pač omejena, minimalno, toliko mora biti težka in pred vsako tekmo jo stehtajo, tako da to je minimalna teža, ki jo moraš imeti. Kaj je oživljen hrbet? Kaj daš na hrbet in pol? Je kaj oživljen? Ne. Niti ne, to so zdaj toliko individualno narejene, da tudi na ramence, pa to so v redu, no, ne, s tem sploh nismo imeli težav. Pa kopito, oče ti je veliko tu pomagal, ne? Oče, deda v bistvu. A deda, aha.
Deda je bil zelo navdušen, ker je pač se ukvarjal z lesom in takrat je bil najbolj vesel, če sem mu prinesla kaj za pobrusiti, pa da mi mora kaj drugače narediti, ker ta lesen del kopita puške je čisto individualen lahko, a ne, in to si ga moraš res narediti po svojih merah, po kotu, ki ga imaš za roko, dolžina nadlahti in to je v bistvu res, zato smo jo toliko čuvali in puško ne moreš tako zamenjati kot smučke, a ne, in s puško imaš samo eno in če se karkoli zgodi, se zlomi, imaš rezervno, ampak ni nikoli čisto ista kakor ta, a ne. Tako da to je bilo res, to smo res čuvali in to smo res ni dovolilo, da bi se kdorkoli vanjo vtikal, no. Spali z njo. Dobesedno, ja, tako da to so nas učili, da ko sprejmeš njo, pač takrat spoj dober, a ne. Takrat, ko si ti stopala v to biatlonsko ekipo, reprezentanco, takrat smo že navijali, po mojem, že za Andrejo Grašič, ne, Koblar, potem, ko se je poročila in ti si jo dobesedno posnemala, tudi vegetarijanka si postala vmes, ne? Ja, sam ne, to nisem zaradi Andreje, to sem zaradi druge vzornice. Iz tega na smučeh sem zelo kopirala to Stefanijo Belmondo, ki je bila v bistvu zelo majhna, če si predstavljate, v bistvu manjša kot jaz, po žesti sem velika, pa pol mene, a ne, tako da je bila res drobižek, a ne. Pa dolgo je trajala. Ja, in ona je bila res vegetarijanka in pa sem rekla, če je ona tako dobra, mogoče pa to, a ne, ključ do uspeha, a ne, pa če si predstavljate v 15 letih, ko vsak, kdor ti kaj reče, misliš, da je to ključ do uspeha. Z Andrejo smo pa kar naenkrat, takrat, ko sem šla v biatlon, sva postale seveda cimri, prijateljci, in ona je takrat bila na vrhuncu, v bistvu skoraj res zmagovala tudi, in sem rekla, če ona je za večerjo makarone, poj verjetno jih moram jaz tudi, a ne, in ko je ona izbrala makarone, sem jaz izbrala makarone, ko je ona čokolado kupila, sem jaz kupila čokolado, a ne. In dejansko tako sem jo res posnemala, mislim, preveč, no, to je bilo v bistvu že pretiravanje in bolestno pretiravanje in ni bilo to dobro, no, tudi zame na koncu koncev ne, ker sem res padla pod nek tak vpliv, dok nisem začela svojo glavo razmišljati, ne, ampak. Se je bilo zanimivo, ne, veliko ste se družili, bili ste cimri in dokler jo nisi prvič premagala na tekmi, ne? Ja, Smela pa ti slabo vest, ne? Andreja je pa malo huda. Ja, sej, a ne, to so neke logične, jaz pravim, reakcije, ne. Kljub temu, da si prijatelj, da živiš z njim, da si več, to se pravi, s cimro v sobi, kot pa s svojimi domačimi, a ne. Mi smo bili takrat v doma po 250 dni na leto, ne, to se pravi, mene doma niso skoraj nič videli, stara sem bila pa 16 let, 17 let. In seveda, jaz sem trenirala to, kakor mi trener rekel, oziroma jaz sem trenirala še več, a ne, in ko je meni rekel trener, ne vem, 2 ure treninga, Andreji pa rekel 2:15, sem jaz naredila 2:20, a ne, ker pač jaz moram več trenirati, a ne, tako, in tlele sem si šla na nek način v veliko škodo sama sebi, no, ampak takrat sem pač trenirala v veri, da več, ko bom trenirala, boljša bom, a ne, saj do neke mere to gre, ampak telo ni mašina, a ne, in tako da takrat, ja, sem res dobra bila pri 16 letih in sem premagala tudi Andrejo na svetovnem pokalu, a ne. In seveda, ko te enkrat cimra premaga, ko ti v bistvu ne naučiš, ona te kopira, seveda je neprijetno, ne? Ona je bila razočarana v bistvu nad sabo, ker ni naredila tistega, kar bi pač mogla na tekmi narediti. Jaz seveda vesela, da sem jo končno enkrat premagala, ampak njena reakcija je bila res kar dosti burna, no? Tako da so potem odreagirali vodstvo, ampak ja, so bili še zmeraj naprej prijateljci, ampak ta konflikt je bilo nekako treba premagati pač obe dve, a ne. Jaz zato, ker sem se bala, kaj bo ona zdaj storila do mene, kako se bo obnašala zdaj do mene, ker sem jo premagala, ona pa pomiriti svoje strasti, a ne. Zdaj to, ko mi gledamo malce ob strani te vrhunske športnike,
Tudi ko vidimo zdaj skakalce, kako navijajo drug za drugega, ampak še vedno je to individualni šport. Zdaj vsak se bori za svoje prvo mesto. Je res tako dobra štimunga, kot tako izgleda pri nas, ko gledamo to izven med tekmovalci? Zdaj za skakalke težko rečem, sigurno je ekipa dviguje, ekipni duh dviguje in dviguje takrat še bolj, če je to res pristno. Prvem rečem, zase lahko rečem, ali pa za našo ekipo, takrat v tistih časih lahko rečem, da smo delovali skupaj, ker smo mogli vsaka odteči svojo tekmo. Biatlon imamo pač to srečo, da ima res vsak teče svojo tekmo. In smo se povezovali v zaodrju ali pa izven treninga, se pa mi nismo družili. Tako da to je bilo zgolj za trening, za tisti trenutek tam. Smo bile pač pod eno zastavo, za eno tekmo, vse za eno. V času prostega časa pa nismo pile kave skupaj. No, Vladimir Koroljkevič, Volodja, je o tebi v knjigi napisal tudi nekaj res lepih besed, ampak to je bil zelo stroga, ruska šola, kako si rekla. Ja, pravim, to je bila ruska šola, ja. Pa ne vem, od takrat naprej tehnice nimaš rada, Mislim, stopam na nos, a gor piše lepa si, Tako da, Volodja je bil pač tako trener, on me je imel 5-6 let. V bistvu on me je začel peljati v biatlonu, tako da takoj, ko sem prišla v člansko reprezentanco v biatlonu, me je on sprejel. To je bila red in disciplina, to je bila res, rekla, ruska šola na nek način, za kar sem od danes, rekla, zelo hvaležna in sva še danes v zelo dobrih odnosih. Ni bilo tam prostora za demokracijo v tem smislu, bilo je pa ogromno tako spoštovanja. In to in tukaj ampak je bilo vse določeno, kaj se dela, kaj se je, tudi tehtanje je bilo redno. Tam je bilo pač, ko si prišel, pa mi nismo v bistvu šport, ki bi jih tehtali tako pred tekmo, tako kot imajo judoisti, recimo, skakalci ali karkoli, da če nimaš toliko kilogramov, ne smeš na tekmo, to ne, ampak on je izračunal, če imaš še 4 kilograme puške na hrbtu, pač moraš imeti pol toliko manj kil, pa če imaš toliko manj kil, pa bolj hitro tečeš, Tako da tlele je, kadar smo bili na pripravah, ko smo zaključili priprave, te izvagal, pošel pa za en dan domov, počit, pošel pa spet nazaj in prišel nazaj spet na vago. To bi bilo najtežje, valjda sem doma kaj pojedla. Je mama, ki je pa enega skuhala, Ja, seveda, mislim tako, In to mi je bilo tako, tisto mi je bilo res grozen. Drugače pa to je bilo, točno se vedeli, kaj je cilj, zakaj delamo, zakaj treniramo. Nič ni bilo prepuščeno naključju analize, pač kje je kakšen manjko, kako lahko to nagradimo, spremenimo. Pač ves dan je tekel samo v to smer, kaj lahko še naredimo boljše. No in ne vem, ali se je to zgodilo že pred prvimi tvojimi olimpijskimi igrami, da si morala ti na hormonsko zdravljenje. Preveč si trenirala, preveč stresa, preveč vsega in zmanjkalo je menstruacije, Tako je. V bistvu pri 18-ih, takrat, ko sem se pripravljala na prve olimpijske igre, seveda, telo pri meni je prišlo tako, ko sem začela tek na smučeh, se mi je življenje res obrnilo. In takrat naprej, prej nisem trenirala, rekla, nič. Nisem bila v nekem procesu treninga, v kakšnem klubu, karkoli. Jaz sem bila v šolskih krožkih, po vasi, ker živim na vasi, smo se družili na vasi popoldneve in to je bilo to, ker smo starši hodili v hribe in bili tako aktivni. Potem sem se pa začela trenirati in seveda to je bilo 2 treninga na dan takoj in telo je na nek način odreagiral, seveda. Jaz kot to, da če treniraš več, da še boljši, se jih skazali, da to ni bila najboljša taktika. Telo je pač
hormonsko se telo pač je ven padlo iz ravnovesja in odreagiral na ta način, da sem izgubila menstruacijo, kar pa v bistvu ni dobro, no, tako da danes trenerji, ki pravijo, da je to normalen, ni normalen, ne, tako da punce, deklice, karkoli, tudi če so športnice, je pač normalno in morajo imeti menstruacijo in tlele je treba biti zelo. Nekaj let, ne? Ja, seveda, ko dobiš pa tisto hormonsko terapijo, sem postala v 3 mesecih, kako ne rečem, napihnjena žaba ali pa buhtela, ali tam trojanski krof. In ja, In trenerji to so mislili, da več ješ, ne? Ne, v bistvu, ne to, da več jem, ampak oni so bili pol jezni, ko so videli, kaj se je z mano zgodila, ne. Ko smo jih spraševali, seveda moji starši, kaj bojo oni vedeli, če niso zdravniki, a ne, valjda zaupajo zdravnikom, da je pač to potrebno narediti, a ne. Trenerji so takrat na nek način dvignili roke in rekli pač tako, kar bo, a ne, ali pa naredi, kar boš. Ko so pa videli, kaj se je zgodilo, ne, da sem prišla, ne vem, z 10 kilom več nazaj na trening, so bili pa seveda jezni, a ne, zakaj sem to naredila in takrat sem pol, ja, nimamo več kaj narediti, a ne, in sem res rabila nekih 3-4 sezone v bistvu skoraj, da sem prišla pol na... Brez korenske trme ne bi šlo? Težko po moje, res težko. Ja, res. Ampak... A si takrat, ko si bolan, na nek način si bila bolna, ja. Si takrat malce pozabljen, ko si dober, ko prinašaš uspehe, se si nekako kitijo s tabo, ne? Ko pa nisi, si malce ob strani? Ma to je v športu, to tako je, a ne? To tako je, tlele si zatiskati oči, da to ni tako, je brez veze, a ne? Si in nisi. Dok nese zlata jajca si, ko jih ne neseš več, pač pride druga kura, ne? No in ti si jih potem nesla, zlata jajca, ampak še prej se je zgodila ta prva olimpijada, kje? Kako je bilo spomin? Nagano, Japonska, ja. Lepo? Ja, zelo prijetno. Seveda, ko greš prvič na olimpijado, je tako, greš z velikimi očmi, tisto, kar prej gledaš na televiziji, a ne, je pa kar naenkrat realnost. Sicer te prve olimpijade mogoče nisem najbolj doživela tako v tej smeri živeti v olimpijski vasi, ker smo živeli izven olimpijske vasi, zaradi tega, ker je bila olimpijska vas toliko daleč, da smo bili veliko vožnje imeli do štadiona, tako da smo spali bližje štadionu, no, ampak Japonska se mi je pač dotaknila na nek način. Pozitivnem? Ja, sem bila zelo tako vesela, sicer sem letela naprej še na mladinsko svetovno prvenstvo. Jaz sem imela bolj domotožje, tako da sem bila toliko časa v doma. Z teh Japonske se spomnim še teh faksov, ker takrat smo še fakse pošiljali, pa še faksa doma nismo imeli, tako da sta starša pošiljala iz službe ali tam od sosedov. Brat mi pol kaj pisal, tako da to je bila način komunikacije, no, telefonov takrat skoraj da teh GSM-ov sploh še ne. Ti si kar spustila kakšno solzo, ne, v svoji športni karieri, tako čustveno si zelo si pogrešala domačega. Kakšen bazen bi napolnila. Saj to bojo lahko prebrali v knjigi, ja, veliko o tem pišeš. Zdaj se bom pa spet malce pošalil, ne. Zelo dobri honorarji so za športnike, ne, na olimpijskih igrah. Ja, tako da, ja, olimpijske igre so res čast in slava, ne, pač to je res nagrada, ki jo daš sam sebi za ves ta 4-letni trud. Olimpijada je res pač prestižna tekma, če zmagaš si heroj, če si četrti, te ne poznajo več, a ne. Tako da to je tekma res dneva, tekma življenja in če uspe, si super, te zapišejo anale, če ti ne uspe, pač iščeš priložnosti drugje. Si zapisan, ne, da si bil na olimpijskih igrah, ja. Ampak res s temi honorarji je res bolj tako, ne. Mogoče si kakšno maskoto lahko z njim kupiš, ne, potem za spomin. Ja, mislim, da bi rekel, tako ko jaz rečem,
vsak funkcionar ima večjo dnevnico na olimpijskih igrah, ki jih pride gledati kot športnik za nagrado, ki je tam, a ne. Tako da, ampak, a ne, se pravi, športniki se s tem takrat ne ukvarjamo, a ne, to, ti imaš fokus na tekmi in ne razmišljaš v bistvu o temu, kaj se v bistvu dogaja okrog tebe ali pa zakaj si tam, ker res, takrat so ti vse te stvari nepomembne in ti želiš samo pač osvojiti medaljo in ali pa narediti tisto, kar maksimum, kar znaš in več ali manj je ta Coubertinovo pravilo, da je važno sodelovati, ne zmagovati na olimpijadi skozi manj v ospredju, ampak vsi hočejo samo zmagati. Ne? Vsi hočemo imeti Prestiž. slaviti medalje. Ja, ja. Po Naganu so bile potem Salt Lake City. Potem pa še Torino pa Vancouver. Vancouver, ne. Tam si bila pa že mamica, ne? Ja. Ampak greva še malce nazaj. Ti si začela potem dosegati lepe uspehe tudi v svetovnem pokalu. Kar naenkrat si postala prvo biatlonsko ime v Sloveniji. To pa je, ne? Lepo. Mislim, seveda je lepo, ampak lepo je v tem smislu, ker sam ali pa sama sebi dokazuješ, da v bistvu trening dela rezultate, a ne? Da si toliko natreniran ali fizično in psihično in mentalno in da pač to zmoreš in takrat se ti odpre, nakrat poj sledi to, da seveda te pojejo novinarji, ker imaš toliko več obveznosti, ker tudi to pač sprejemaš in to se zavedaš, da to brez tega ne gre, a ne. Vendar pa slabiš poj na regeneraciji kasneje, a ne, in v tisti sezoni seveda, mislim, vedeti moramo ali pa povem iz izkušenj, da takrat, ko ti gre, ko si, tako bi rekla, v res super formi, ko gre vse kot po maslu, takrat v bistvu, jaz rečem, sploh ne veš, zakaj ti gre, v bistvu takrat vse leti, tudi takrat tarča pade, smuče letijo, pač dobro se počutiš, ne glede na to, a spiš 8 ur, jih 10, jih 12, takrat je vse, pač to je res, ko bi, ne vem, letel ali pa ko plebdel ali tako, pač vse gre. Ko ti ne gre, ko, ne vem, si v bistvu enemu takemu krču, treniraš še več, probaš, poskušaš še kaj dodatnega narediti, delaš dodatne treninge, hodiš na masažo, se pogovarjaš, ne vem, vse živo sprobavaš in ne gre, a ne. Tako da, tako dostikrat rečem, da ne, to je pač malo krivično v tem smislu, da pomagati je treba unim, ki so zadaj, ne unim, ki so na vrhu, a ne, ker oni zadaj res trpijo in unim, ki je 100. Na tekmi, ne vem, minuto zadaj, ta tekmovalec slih toliko trenira ali pa še več, kot unka zmaga, a ne, in Tadeja, gre brez masaže na v tem vrhunskem športu? Težko. Je to vsak dan? Ne. A je to tista nežna masaža? Spet odvisen od, to je poj toliko individualno postane, da ko si v temu vrhu noter, ima vsak tekmovalec, pa že enemu paše pred tekmo se masirati, enemu ne, eden se masira 2 dni pred tekmo, eden se takoj, ne vem, tik pred tekmo ali pa eden takoj po tekmi, enemu se sploh ne paše, tako, mislim, res se moraš poznati svoje telo in se pa res maserji dejansko pa prilagajajo in te maserji delajo res vrhunsko delo v teh ekipah in res je nevidno, ampak brez njih bi res težko. Pa serviserji tudi, ne? Serviserji pa seveda delajo to za smuče, a ne, ker če ne grejo, so oni prvi na tapeti, a ne. V bistvu tudi oni se največ sekirajo, če ne gre. Stvari so res delikatne, ta trend imaš in pa servisiranje smuči, to je šlo res v enormne tudi in zneske in teste in maže in tukaj je res samo pač spet, kdo je boljši in kdo ima več možnosti testiranja zadaj, več kapitala zadaj
To, če danes pridete na tekmo biatlona, recimo, to so zdaj tovornjaki, šleparji parkirani in to so vse servisne ekipe noter. Tako da je čudno, ne, da smo Slovenci še kljub vsemu Smo vrhunski, ja. Smo res športniki, ne? Mislim, nasploh smo športni rarec in pač to je fascinantno pogledati in v vsakem športu smo v bistvu dobri, a ne? V vsakem športu imamo skoraj ali pa ga imamo svetovnega prvaka in da to vse gospodarsko slovensko zdrži, a ne? To je res pohvalno, no. Kaj pa doping? Si se kje srečala z njim? Je bilo kaj poskusov, da bi ti kdo pomagal? Mislim, seveda, to je zelo pereča tema, ampak se pojavlja tudi zdaj. Ste športniki recimo takrat bili dovolj seznanjeni, kaj je dovoljeno, kaj ni? Jaz mislim, da je to tlele odvisno od vsakega posameznika, ne. Jaz verjamem, da te vzhodne države, kjer preživljajo, ne vem, družine in grejo tekmovalke iz države ven, zato da preživijo svoje otroke in pa svojo družino, pa še 2 rodova nazaj, da ona ve, če ne bo zmagala, da gre lahko nazaj, da jih zadaj čaka še 100 novih tekmovalk, ki jo lahko nadomestijo, a ne. Pri nas je to malo drugače in je verjetno to res vsaka tekmovalčeva zavestna odločitev, ne. Zdaj jaz si upam, ne, izpiti takole, Ja. ne. Tebe je bilo pa kar strah takrat, v času športne kariere. Kje odprtega? Kaj pa vem, saj nismo kamor hodila. Mislim, tako. Smo bili več ali manj po hotelih, ampak ja, v Mehurčku smo mi že takrat v covid časih, ne? Ja, meni zdaj ta covid ni bilo nič posebenega, zaradi tega, ker smo res takrat že živeli v Mehurčku. Mi nismo imeli samo štadion, hotel pa letališča, ne. In si se ravno tako pred olimpijskimi igrami zelo, zelo bala ali pa pred svetovnim prvenstvom, da ne fašiš kakšen virus, ne? Ja, iz tega vidika, ker ko si ti v najboljši formi, a ne, ko je tvoja forma na vrhuncu, a ne, takrat je imunski sistem najbolj oslabljen in takrat dobiš takoj lahko iztakneš, a ne. Tako da jaz že tako nisem nekih pristaš kinov in gledanja filmov, tako da nisem imela težav s tem, ampak nekateri, ki so pa to oboževali, so imeli pa res težave in nakupovalna središča, pa to vsi vemo, da tam je virusov še pa še. Tako da v teh dnevih ali pa v glavni sezoni smo se pač tega izogibali, kakor si se pač lahko, no. Je bilo kaj prostora tudi za ljubezen? Zdaj ti si ustvarila potem družino? Mislim, ljubezen pride, se veste, kako ljubezen pride. Nič ne vpraša, nič ne reče, samo pride. Tako da pride, ko nisi pripravljen na to, ne. Običajno. No, 2 otroka ste imela z bivšim partnerjem, imata, ne? Ja. Hčerko, pa sina? Imam, ja, Mašo in Rožleta. Tako da jaz sem se, ja, pač po 3. olimpijadi, ja, sem po najboljši sezoni sem se pač poškodovala, sem imela poškodovano ramo in takrat sem to rehabilitacijo izkoristila za materinstvo, no. Tako da mi je bilo super, samo ko sem rodila hčerko, nisem bila še pripravljena pač reči športu ne, a ne. In sem se vrnila še nazaj, tako da je bila Maša 10 mesecev stara, ko sem bila na olimpijadi, no. Kanadi. Ja, to je bilo pač... To je bilo pa še tisti dodatni škaf solza, ne? Ja, ja. Mislim, seveda mi je bilo težko danes reči, da je bilo to super, mislim, najboljša izkušnja, ker mi jo je lahko tudi življenje ponudilo, no. Tako zame kot zanjo, ampak takrat stopa čez te norme, družbene norme, ko mora biti mama na porodniški celo leto, a ne. Jaz sem šla iz porodniške po 3 mesecih, a ne, takrat sem začela pol nazaj trenirati. In se ukvarjati s tem, če sem še zmeraj dobra mama in kako to
bojo sprejeli vsi okrog mene, razen jaz, a ne. Mi je bilo težko, no, tako da takrat sem imela kar izzive, rekla sama s sabo. Doma smo jo podprli, hčerka je hodila sicer pol z mano na, to je bil pač moj edini pogoj, da hčerka hodi z mano, tako da sem imela varuško s sabo, pa Mašo in smo... Ker so te pa potrebovali v reprezentanci, ne? Tudi ja, v bistvu sem predvsem, jaz bom danes tako rekla, jaz sem potrebovala v bistvu adrenalina, ne. Tako da, ker potrebovala sem jo tudi kasneje, pa sem pa rekla ne, a ne. Ampak očitno si bila tudi tako dobra, da si se uvrstila na olimpijske igre v Kanado, ne? Ja, Da si bila del ekipe. Tlele tako, no, to jo se Pa si šla kaj predčasno domov? Ne, ja, so nas dovolili, so nam pol nekje 2 dni prejiti, da nismo čakali še fante, ampak, kar sem hotela reči, ali je tako, jaz bi lahko planirala karkoli, z otrokom, ampak če otrok ne dovoli to iti, tako da Maša je bila očitno pripravljena tudi ona na to, ker je bila res priden otrok in se je dalo z njo trenirati, ker če bi bil to Rožle, ki je že v štartu povedal, da ni povratka nazaj, je bilo v tem segmentu kar velika sreča tudi z Mašine strani. No, v knjigi si zapisala tudi, da je bilo bistveno drugače tekmovati pa trenirati kje v skandinavskih državah, recimo Lillehammer, ne, ali pa v katerih bivših socialističnih, kjer so bile trgovine kot garaže, ne. Ja, seveda, ne, svet je drugačen in pač vsaka država ima neko svojo značilnost ali pa kulturo, ne. Mislim, meni pri srcu so mi še danes skandinavske države, Norveška sploh, ne vem, pač zaradi njene pokrajine, pa ljudi, ne vem, hrane, dobro. Ja, hrane tudi mogoče. Medtem ko te vzhodne države, to je pač res drugače, ali je zelo huda revščina ali pa zelo velik prestiž, no, bom rekla, Mercedesov takih, ko jih še mi tlele ne vidimo, ne vem, 5 let recimo, ne. Tako da vidiš to razliko in z tega vidika potem znaš tudi ceniti to, kaj imaš tlele, ne, in to mi je fajn in sem vesela, da sem to videla in da se tega tudi danes zavedam, ne. Tudi hrana je bila malce drugačna tam? Hrana v Rusiji. Ali ste se sami Rusiji. kuhali? V bistvu ne, ko potujemo, ko smo potovali po tekmovanjih, v bistvu ne, ker smo živeli po hotelih in tako, kar se pa tiče priprav, čez poletje smo pa običajno živeli v kakšnih hišah, imeli svojega kuharja s sabo in pač jedli svojo hrano, ker je bilo to tudi z nekega finančnega vidika najcenejša, ne, za reprezentanco, tako da hrano se pa seveda se prilagajaš, tam, a si izbirčen ali nisi izbirčen, tam odpade. Zdaj, če hočeš, da nisi lačen, pač ješ, ker se že toliko lačen zaviješ v kakšno trgovino, pa kupaš kakšno čokolado, čeprav ni to športna hrana, ampak na koncu se moraš, iščeš neke variante, tako da se ti dobro počutiš in da v bistvu greš ti na tekmo tako s toliko moči, kakor jo, mislim, da se dobro počutiš in da imaš moč, da to sploh lahko sprocesiraš polno. Se pa pač človek marsikaj navadi, tako da smo zelo prilagodljiva bitja. Si se težko odločila za konec športne kariere? V bistvu ne, ker ko sem drugič bila noseča in rodila Rožleta, nisem imela več pomislekov na to, da bom šla nazaj, ker sem bila tudi že toliko stara, želela sem si vedno pač res družino in sem čakala nek trenutek, da mi življenje pripelje do tega, da rečem, da je dovolj, ker sem pač želela postati pa res tako samo mama in biti z otrokom, tako se umiriti, postaviti potovanja na stranski tir, ker so mi šli boljše potovalke, že krepko na živce in še danes jih tako dosti težko gledam. Vmes si pa tudi se pridno šolala, čeprav čisto na začetku osnovne šole ti ni najboljše šlo.
Veliko truda si vložila v šolanju, tudi tvoja mami. No, če se ne predvsem motim. mama, ja. Ampak potem se te pa kar odprlo, ne? Sej tako kot tudi v svetovnem pokalu, ne? Ja, sem zgleda in taka sem, ne vem, tako so me naredili. Dejansko, ja, v osnovni šoli se je mama mogla z mano zelo veliko učiti, no. Bila sem taka raztresena deklica, navihana punca. V 5. razredu potem se mi pa kar odprlo, no, tako da je mama očitno to vztrajnost mi nekako vcepila, da je treba pač vztrajati. In zato zmeraj rečem, da imam najbolj vztrajno mamo na svetu doma. Potem sem pa ja, po koncu osnovne šole niti nisem vedela, kam bi se vpisala, glede na to, da sem šla po smučarski tekmi, sem imela edino opcijo gimnazijo, pač športni oddelek, pač izhod v neki sili. Psihologinji v šoli se je mešali, ker pač ni razumela, kako s takim ocenam. Pač jaz sem bila res zlata sredina, ne, jaz nisem imela petic, pa jaz sem imela trojke, recimo, ne, da bom šla zdaj na gimnazijo. Ampak mama je nekako me zaupala in rekla, lej, pač probaj, če ne, še zmeraj šla lahko kam drugam, no, tako da sem prišla, tako da sem pol na koncu naredila gimnazijo, naredila fakulteto za organizacijo, kadrovsko smer, pa je specializirala z menedžmenta, no, tako da sem nekaj sem prelezla, vmes sem še rodila, tako da počasi. No, potem si se pa tudi sin, ko se je rodil Rožle, soočila tudi, rečemo, da je malce drugačen, ne, kot je bila mogoče Maša, da potrebuje več mame. Ja. In to pa je bil verjetno tudi od začetka šok, ne? Takoj na začetku mogoče še ne, ker pač on je jokal, a ne, in seveda mami, ko se otrok rodi, tako nisem ves, pač se iščeš, kaj je zdaj narobe, no, kasneje se je izkazalo, da boli, da je pač, ko jaz rečem, poseben otrok, drugačen otrok, in s tem smo pol živeli in s tem sem jaz, to sem jaz sprejela, in pač danes drugačnega življenja jaz ne poznam, a ne, in meni je to pač normalno in tudi otrok mi je, rekla, v narekovaju normalen in to sem tako sprejela in imam sina in hčerko in ne vem, kako imajo drugi, jaz ne poznam drugih zgodb in moja je okej, ne, tako si rečem pa. No, čeprav danes, ne, je moral sam iti spat, ne? Ja. Navajen je pa, da gre s tabo. Ja, da ga pač, daš ti spat. ja, sigurno so to njegove specifike, pač zato tudi obiskuje pač posebno šolo, poseben program. Pač mama je zdaj pač tista, ja, na katero je navajen in vsaka sprememba rutine, ki je, ga zmot, zato tudi takih dogodkov, kot je današnji, recimo jih ni veliko ravno iz tega vidika, ker vem, kaj vse to za sabo potegne, ne samo mene in pa njega, ampak tudi pol širše družine, dedija in babi, in tukaj pač se nekako za en tak dogodek potem podprejo pač cela družina, ne, ampak ja, Tako je, ne? tudi tako je, ja. No, vmes se je pa zgodila potem še tudi ločitev, in kar je zelo hudo, ne, rak. Zdaj, Ja. a si kaj čutila, da se s tabo kaj dogaja, preden je prišla diagnoza, ne? Tako, no, se pravi, mene je ločitev me je res zelo prizadela, ampak tam sem bila res na tleh. No, mene je v bistvu ločitev me je bolj prizadela, kot pa sama diagnoza. Potem, Kaj je pošla kasneje, ne? Kaj je pa šla kasneje pol, no, tako, če dam to na vago, mi ločitev veliko bolj. Pa ne v tem smislu, da zato, ker sem ostala sama z 2 otrokom, zato, ker je pač mož šel ali karkoli. Ne, sploh ne zato, ker to sploh nisem dvomila, da ne bi mogla to sama speljati, ampak v bistvu ta občutek, da izgubiš to celico družine, ne, to mi je bilo pač najtežje sprejeti, ne, da
Vse ostalo me ni skrbelo. No. Čeprav je bilo težko, ampak ta diagnoza, ja, je pa poj prišla v bistvu, ker sem se ločevala, ker sem v bistvu poj leta, da sem se odločila za to šolo, potem, da sem v katero šolo ga vpisati, seveda, ker nekateri vztrajajo, da ne gre v navadno šolo, pač v osnovno šolo. Jaz sem vedela, da to ne vem, če bo šlo, polno sestankov s temi strokovnjaki, diskusije, kaj bi bilo bolj za njega, kaj ne, kakšne so norme, a ne. Tako da na koncu, v bistvu, ko sem se sama res odločila, da ne, ga dam pač njemu primerno, izhodišče mi je bilo res pomembno v tem smislu, da on živi v okolju, ki so njemu enakimo, ne. In to se mi zdi, da je bila najboljša odločitev v življenju zdaj. In ker sem videla, da je otrok zadovoljen in da je bila odločitev pravilna, sem se jaz nekako rekla malo sprostila in se je kaj, da smo pa prišli na zeleno vejo in to je to. No in takrat bi poj usekala pol pač bolezen in to je zmer tako karikiran, to je tako kot na morju, ne. Kad delaš cel let in se veseliš tistih 14 dni dopusta, ne, in poj prideš na morje, in 2 dni potem samo ležiš, ker si toliko zmatran, ker čisto drugega ne moreš. Ne? Pa potem, ko domov prideš, ne? Ali pa polja, tako da sem se nekako tako počutila, no, da sem na en morje prišla spet. In v tem času sem bila jaz, pred boleznijo sem bila jaz res zelo utrujena. Vem, da sem prišla enkrat z te vadbe, ki sem nordijsko hojo učila, pač sem se samo ulegla in nisem mogla pač več vstati in sesuta, res rečem, sesuta kakanta. Tako da v bistvu, ja, prvo so takoj mislili, da je to pač neko vnetje, neke angine, ampak na koncu sem pristala na infekcijski kliniki, da imam mononukleozo, vendar na koncu ni bilo pa enač tako, no. Je bila izgorelost, mononukleoza, to je, ampak v bistvu je bilo pol, da je bilo to, kako ne rečem, začetek pač te bolezni. Zatrdlina na dojki, kako? Ja. To si sama začutila? Ja. In si takrat rekla, ja, to je to? Misliš, vse ni nič? Ja, takrat sem bila še zelo tako neki, mislim... Čeprav izkušnja doma v družini je bila, ne? Babica tvoja, mama ji rečeš? Mama, ja, babica moja, mama ji rečem, ja, je že bila v postopku raka na dojki isto, ne? Tako da sem v bistvu že spremljala njeno bolezen, ko sem jaz svojo začutila, sploh nisem neke panike naredila tako. Bilo je pa res tako, ker sem imela tako diagnozo od babice, da ko bom stara 40 let, da mi bojo dali pač na te preventivne preglede in sem že imela datum, ne, in sem pa v bistvu čakala ta datum, ne, na nek način. Ampak pa sem prijateljici povedala, kva sem začutila in sem mi to vsak dan povedala in da me boli in da je pa rekla, ne, zdaj pa dovolj, ne. Tako da sem pa začela, sem šla na pregled in so vzeli punkcijo in pač takoj so odreagirali in sem šla res tako. In pristala si potem na onkološkem, ne? Ja. In tam se mi zdi, da si v knjigi zapisala, si rekla, da ti je sestra rekla v hodniku, se mi zdi, ko ste enkrat pri nas, je dobro, takrat ste navadnem. To spremeš, ne? Ja, in to vsak mu rečem, ko se mu to zgodi. Ja. In lik danes me je sošolc klical, da je žena, evo, lik zdaj sem se sem pelala. Ja, dejansko in to je samo z tega vidika, ker ko ti ne veš, kaj je s tabo narobe, ne, ker točno se človek zaveda, da nekaj ni v redu, da ne počutiš se dobro in greš k svojemu zdravniku, ne ve nič, mislim, ne ve v tem smislu, pač poskuša nekaj reševati, ampak ti še zmeraj se slabo počutiš. Tako kot jaz sem dobila antibiotik, sem pa šla čez 3 dni nazaj na kontrolo, pravite, da je kako si se kakanta, še slabša, ne, mislim. In ti veš, da nisi okej, in hodiš od preiskave do preiskave in traja. Ne. Zato pravim, ko enkrat zveš, kaj ti je in ko prideš recimo na onkološkega, tudi pač najbolj grozna oblika, kamor te lahko pošljajo, in ko si enkrat tam,
veš, da si pač v varnih rokah, ker imaš najboljše zdravnike tam tisti trenutek in veš, kaj je s tabo narobe, pač diagnozo imaš postavljeno in veš, kaj je tvoj cilj, a ne. Ko si ti enkrat, ne vem, recimo pa ne vem, ki sem bila še na infekcijski, pa oseben zdravnik, pa una preiskava. Plavaš v temi, ne? Sem sam tavala, a ne. Ja, takrat pa si tam, ok, to je to, diagnoza je taka. In potem ti povedo, kaj te čaka, ne? Ja, pač. Hormonsko, najprej verjetno operativni poseg? Ja, mislim, vsaka oseba, vsak pacient je pač drugačen, ne? Vsak ima lahko drugačno obliko zdravljenja, pač čist se ti nekako individualizirajo, se posvetijo tebi, a ne, tako da ja, je težko, seveda je, pač kakšne dni se ti meša, tuleš, ne vem, vriskaš, jočeš, Ti si to avto delala, ne? Ko si prišla iz kakšnega pregleda, pa si prišla potem domov studirana, recimo, ne? Ja, mislim, jaz sem želela se kar, v bistvu sem sama hodila na preglede, no. Raven z tega vidika imam in vem, in enkrat, ki sem šla na konzili, prav da grem s tabo, so jo kauš pa delala z mano, ne. Pa prav, ja, bom kaj vprašala, se ga kauš ti sprašvala, se kaj se v 20 zdravnikov tam bojo oni meni kaj povedala, ne. Tako da, je pol tako, da sem v bistvu res šla sama in da, saj pravim, takrat je bilo res hudo, da sem do doma, ko sem prišla, že pač ven dala, običajno sem prvo kar kakšne prijateljice klicala, pa tako, da sem prišla dam do otrok, kakor toliko pač. Ki sta pa čutila, ne? Da je z mamico nekaj narobe. Pa saj to je tisto, kaj je najtežje v končni fazi, ker tudi če sem jaz mislila, ali pa če mi mislimo, da smo okej, pa da noben nič ne vidi, pa tudi če se jaz smejim, pač otrok vse čuta, ne. In jaz sem se tega zavedala šele takrat, ko sem šla, ne vem, pol že na eno, ne vem, drugo, tretjo kemoterapijo, rekla hčerka, se kaj jutri grem v Ljubljano, jaz ko, aha, grem na kemo, okej, a ja, prav, spet bo slab dan, a ne, zakva bo slab dan, a ne, pa prav, ma saj kadar z Ljubljane prideš, se jokaš, a ne, tako. In takrat sem šele v bistvu začela razmišljati, a ne, ker sem dejansko, pač to je en mesec trajalo, da sem jaz dobila vse izvide, vse, in vsakič, ko sem tam prišla, sem, a ne, jokala, in poj sem se spomnim šele po ene polovice kemoterapije in poj tako rekla, a ja, no, sedaj pa že v redu, da pa bo tako, sam povej, kdaj prideš, ne vem, prvo imamo tako, ne, zaradi rožleta, ker pa časovnice nima. Ali prideš za kosilo, ali za večerjo, ali pa takrat, ko je sonček še svet, ali pa takrat, ko ni več sončka, tako pač take okvirje imamo, a ne, in Te je on tudi kaj vprašal? On je pa, seveda, vsak sta na svoj način to doživljala, ne, on je, ko je slišal vrak, je rekel, mami, kje imaš unga raka, kje plava, a ne, on je pač mislil v morju, a ne. Ker ste bili veliko na morju, ne? Ja, in je, po, ko sem šla operirati, rekel, da ga pa nimaš več, a ne, in mi tudi ta njegova percepcija dojemanja tega v bistvu pripeljala do tega, da se rekel, pa se dejansko, če so ga ven dal, ga res nimam več, a ne, in se rekel, ja, pač ja, ni ga več, je šel. Je bila tista kemoterapija potem bolj preventivna? Da se ne bi še kje pojavila? Ma je bila kar nujna, no, tako bom rekla, nujna. glede na tip tumorja je bila kar nujna, no. In ti si dobila spisek, ne? Najprej naročilnico, ne? Za lasuljo. A ja, ja. Pač ja, mislim, Ampak to je protokol, to je protokol, a ne, pač ko greš na kemoterapijo, dobiš naročilnico, zdaj, ali jo vzameš, ali jo ne, ali jo nosiš, ali jo ne, pač. Vzela sem jo, ja, ti sem jo, ker sploh nisem, ne vem, pač ja, sem jo vzela in sicer sem se tam še malo afnala, kakšno pozila se, kako če bila malo dolgolaska, ali pa še bila tako malo sem, ampak je bila tudi tista prva, ki sem jo probala, tudi tista ostala. Imela sem pa srečo, da je bilo poletje in sem v bistvu zelo veliko, mislim, bil je poletje, da je bilo toplo, da bi ni zeblo tako v glavo, pa še korona je bila tako, da sem bila res veliko pač brez lasulje, razen za brez las, ne, takrat. Mislim, to pa je, ne vem, ko ležiš, ti ostanejo na vzglavniku, ko si glavo umiješ. Mislim, takrat, ko začnejo izpadati, se takoj ne začnejo, a ne, tako da
po eni tretji kemoterapiji, pa začne tako res masovno, no, tako da v bistvu to, ko se primeš, to gre res vse ven in pol vidiš, da na koncu lahko borbaš s tem, da rečeš, ne, se je v redu, se še ni treba ostrišti, pa to, pa šteješ, koliko dni boš še zdržal, a ne. In Maša je bila potem frizerka, ne? Ja, Maša je hotela me nekako ostrišti, pol, če bi lahko rekli, izrazila željo, da me ona obrila, sem rekla, lej, pač ni problema. Tako da, ko sem enkrat videla, da je že toliko izpadajo, ker to so lasje pol res povsod in v stroju in enkrat se spomnim, sem pol se mi v tok zamašil, ali tako, in sploh nisem, kako, in pol kličem fotra, mislim, Matija, no, zdaj kaj pridi na pomoč, ne morem, kaj, in tako je mogo prav išlaufam prideti in da je to, a ne, in zdaj nimam več kaj s tem, pač ko je in treba ji urgirati, tako da sem poklicala frizerko, da me je ustrigla in ja. Frizerko Mislim, je Maša. Maša, ne, hčerka. Ja, sami sva šli k frizerju, no, tako da. In tam na sliki, ne, videl sem tisto sliko, je kar uživala, ne? Mislim, uživala, ne? Ja, mislim, se je bilo to seveda fino, ne, ker se je lahko izživljala na zmano, ki je začela, ne, tako pač frizuro dela. V vaši družini z lasmi še ena zgodba, ne, po tvojih prvih stopničkah, ne? Oče, ne vem, pobarval lase? Ja, to je pač bila prigoda, no, to je v bistvu en bolj posrečen del knjige, sej nasploh tako knjiga kljub zgodbi ali pa kaj je zelo, rekla, navdihujoča in tudi velikrat se lahko nasmejete od kakšno anekdoto, kar mi je pač fajn in v bistvu, ja, ta oče je spisal pač anekdoto, ker, a ne, morate vedeti, da sem jaz na prve stopničke čakala, to se pravi 8 sezon, ne. 8 sezon sem mogla vztrajati, da sem prišla na prve stopničke in seveda me je oče že zbadal pol tako, a ne, on je, oziroma jaz imam njegov karakter, nima on mojega, se tudi tako zelo rad heca in je rekel, da je Tino še enkoli na stopničke prišla, ne. Ki on meni to rekel, kako si rekel, no, enkoli, kaj si tam, boma, ne, tako. In pol je, sva šla staviti, seveda, prvem pol je takoj stava, ne, kaj greva staviti, prav, če prideš na stopničke, se pobarvam, a ne, si pobarvam lase. Ker si ti nikoli nisi, se šali. Ja, takrat sem se že, ja. Vsega, okej, pobarvam te lase, vsega, kaj pa če zmagam, pa prav dam piercing v popak, a ne. In takrat je bilo, ko sem bila na prvič na stopničkah, sem bila poj v 5 dneh 2-krat, a ne, prej 8 let nič, pa v 5 dneh 2-krat. In ko pridem domov, smo že na letališču ga pobarvali, to so že vse zorganizirali. In se kažeš, ka foter, zdaj pa, lej, da pa ne samo ena barva, takrat 2, a ne. To sem ga tako malo zeleno, malo rdečo. Pol je pa hodil eno leto, a ne, seveda 2-krat po pol leta, a ne, rdeč. Tako da smo mu kupovali z mami rdečo barvo oziroma oranžno barvo, se to lahko v knjigi pol vidite sliko, pobarvan okrog, a ne. In kaj je bil njegov največji strah, a ne, je bil to, kva bo rekla njegova mama, a ne, ne vem, 80-ih, a ne. In pa je prišel enkrat k njej, a ne, na obisk in tako je mama rekla, ja, viš, da ti prav paše, a ne. In pa se mu tako oddahnil, tako da je pol že mu tako malo narastka, a je bilo že pol tiste stave konec, a ne, da mu je že mama pol rekla, kaj zdaj, da boš pa takle okrog hodil, a ne, da se malo pobarvaj, a ne. Tako, no, prigoda. No, knjiga gre lahko malce na okrog, potem seveda boste lahko tudi kupili, mislim, da je 20 €, ne, danes. Ti boste tudi kaj podpisala, kakšno posvetilo. No, vmes, ko si hodila ti na kemoterapijo, je pa hodila na kemoterapijo tudi tvoja babica, mama, ne. Ja. In žal, ne, se je zgodilo tisto, kar je bilo pa verjetno v tistem trenutku za tebe še toliko bolj boleče, kot če bi se zgodilo, ne vem, v kakšni drugi priložnosti, ne? Umrla je. V bistvu mama je prvič, ko je zbolela, sem jo jaz vozila takrat na, pač jaz sem bila lih takrat doma, kako je že bilo, sem bila na porodniški lih, mislim, da sem bila noseča.
Ja, z Mašo sva hodila velikrat. No, v glavnem, jaz sem jo vozila in dostikrat sem jo peljala v Ljubljano in sem jo šla iskat in jaz sem jo tudi na operacijo peljala. Tako da sem nekako spremljala že ta onkološki inštitut in bilo pač že nekaj tako, da sem imela neko pripravo ali pa tako na to, a ne. Tako da polka je pa v bistvu drugič zbolela, no. Sva pa v bistvu bile istočasno, a ne. Tako da ona je že bila v procesu, jaz sem zvedela kasneje, ampak naključje, v bistvu bili smo v koroni, bili smo zaprti, občine so bile zaprte, a ne. Midve živiva vsaki v drugi občini, tako da sva dejansko pol hodile skupaj. V Ljubljano naj je oče vozil in sem v bistvu imela takrat tako, mi je bilo tako fajn v narekovajih, da sva se vsaj takrat lahko videla, a ne, in se je kaj evo imava pač razlog, da se lahko druživa, a ne. Vendar pol je mama, ja, se je to pač toliko razširilo, da je umrla, ampak mene je pač prizadelo v bistvu toliko, ker sem bila glih takrat po tej moji najbolj zahtevni operaciji, no. Vsa raztresena, v bistvu sem šele takrat nekako dojela vse skupaj, kaj se pač tudi meni dogaja. Izgubila takrat še njo pol, no, in težko mi je bilo to, ker moje misli so bili samo tam, a ne, kdo je zdaj naslednji, a ne, in kaj če mene čaka ista usoda, a ne, saj pač vsi smo na isti usodi, to je dejstvo, a ne, vsi, ki smo na zemlji, ampak lih pri 40 letih z 2 mojim otrokom se lih tega nisem želela in takrat me je pač to kar prizadelo, ampak ja, verjamem, da me zdaj mama čuva in da mi pomaga pri temu. Vidim, da imaš križ. Si bom upal vprašati, si verna, ti kaj Bog pomagal pri vseh teh zgodbah, težavah, skozi katere si šla v poteku zdravljenja? V bistvu tako, ja, sem tako verna, ampak ta križ je pač mi podarila res prijateljica, pač narejen zame, s kristala, ampak tako, vera, tako da rekla, zdaj kjera vera je to ali karkoli, ampak prepričana sem, da pač v tisto, kar človek verjame, zdaj karkoli že to je to pač lahko zelo dobra terapija ali pa nek pogum, ki te spremlja pol naprej, tako da vsakič znova se nekako lahko, da imaš nek simbol ali nekaj, ki te na to opominja, da zmoreš, se mi zdi vreden, karkoli že to je. Ti si dobila takrat tudi nekakšna navodila, kaj se bo vse zgodilo v procesu kemoterapije. Vozila si to v avtu, pa ne vem, si že prebrala? Vozila? Ta navodila. A ja, kaj se bo vse zgodilo med kemoterapijo, ta priročnik, a to? Ja, tako. Mislim, da nisi, ne, odprla ga. Ne, tiste knjige sem jaz sam domov nosila tako bolj. Jaz se v bistvu v ta zdravljenje tako nekaj sploh nisem zelo poglabljala. Nisem prebrala, niti enkrat nisem ugooglala besede rak ali pa neki rak na prsih, karkoli. Si se prepustila zdravnikom, medicini? Ja. Se pravi, res imam dobro izkušnjo iz tega vidika, ker je bila mama pač toliko pogumna in v bistvu sem njo spremljala in kadar sem k njej prišla, je pač mi skuhala kavo, kadar sva se imeli, sva se pogovarjali, kadar pač nič ne bilo, ni neki ogromen tudi počivati, pač ona je bila res kmečka ženica. Mogoče to, drugače sem pa dejansko sem zaupala predvsem v zdravnike, no, da mi igrali smo res odprte karte, vse sem vprašala, kar me je zanimalo, tudi če je mogoče bil kakšno vprašanje tak, bi pričakovala, da ne bodo znanga odgovorili, karkoli sem pač, smo se pogovorili, no. Predvsem pa, ne vem, težko je mogoče težje drugim spremljati to, kakor sam sabo, ne, jaz pač sama sebe čutim in vem, kako se počutim in jaz sem verjela, jaz sem prepričana, da bo z mano vse okej, na koncu pa v bistvu ravno ta vera, ki smo prej govorili, ne, da jaz zmeraj rečem, da je vse je res pač za nekaj dobro, ne, v tem smislu, ampak vse je tako, kot mora biti, ne, in zdaj, ker si to rečem, sem pomirjena in
pač živeti življenje zdaj, ko smo tukaj, ne vemo, kaj se bo zgodilo, pač obremenjevati se za naprej, kaj bo, nima smisla. Se pa seveda upogumljati vsak dan sprotno. Prej si nam sicer izdala, da si že 40 let stara, ne? Ja. In verjetno, ko si napisala v knjigi, da se s tistimi ljudmi, ki pijejo kri, se jih rajši izogneš, ne? Sploh takih, ki rečejo nekomu, ki je star 40 let, no sej, veš kaj, se bo vse dobro, jaz poznam nekoga, že 50 let star, ne? Pa je še kar živ. Ja, Mislim, 10 let je dal, ne? to so tako bi rekla tvoje anekdote, a ne, lahko tudi, predvsem pa v teh kritičnih trenutkih, a ne, ko je nekdo bolan, verjetno imamo vsi kakšno tako izkušnjo. Pač ljudje zdaj nismo opremljeni, v šoli nas tega ne učijo, a ne, kako odreagirati v takih trenutkih, a ne, in ne vem, ali pa ko sem bila sama najbolj na tleh, dejansko skoraj nisem mogla sama zase poskrbeti po operaciji, pa ko je prišel kakšen pa reče, da saj ti si močna, Marija. Mislim, če plah vstal, a ne, kar za njemu stekla, a ne, tako. Ampak, a ne, saj ta človek ne misli nič slabega s tem, a ne, on te pač želi upogumljati, ampak dostikrat, zdaj marsikaj še mu rečem ali pa dam na svet ali karkoli, a ne, takrat mogoče je dosti samo to, da je eden tam ali pa da ga razume, poslušaš, ne vem, ga objameš in nič ne govoriš v bistvu. Se pravi, nekomu to lahko pomaga, nekoga pa lahko čisto še bolj, ne vem, psihično ob tla udara, ne. Ali pa, ne vem, tista, sej bo, a ne, seveda bo, a ne, valjda bo, karkoli že bo, a ne. Ampak vsak pomisli samo to, sej je umrl, a ne, sej vsi bomo enkrat, se pravi, to je edina pravica tega sveta, a ne, ampak nekdo ta sej bo sprejme zelo dobro ali pa jaz ga vržem čez ramo zdaj in nekoga se pa dotakne, a ne. Tako da tako pravim, ljudje, ki pijejo kri, seveda ob taki diagnozi ali pa ob kakršnikoli drugmo, ne vem, življenjskemu stresu, smo ljudje, ki so polni na svetov, recimo, ne? Ne, pa tudi ne samo tako na svetov, tako pač tudi energetsko ti kakšen potegne, a ne, vsak se malo spremeni lahko, a ne, pogled na življenje se sigurno spremeni in zdaj se nekako matrati z ljudmi, zato da bojo rekli, da sem prijazna ali pa da nisem prijazna, mene pa izčrpa to, pač ne vidim več smisla v tem, ne, ker Te kemoterapijo zelo tudi telesno izčrpala, recimo, dobro, bila si vrhunska športnica, ne vem, tek na smučeh je zdaj bistveno težji, kot je bil nekoč. Jaz bom rekla tako, mene sama kemoterapija, mislim, ja, tam je v bistvu bolj tako fizično te zmatra, seveda si kakšen dan utrujen. Tudi hrana ima drugačen okus, ne? Ja, to ga ima še zdaj malo, no. Tako, ja, kakšnih stvari še zdaj ne morem jesti. Ampak tako, kemoterapija mi je zelo zanimiva, pa to se je zdaj, ko se pogovarjam s puncama, ne, ostalimi tudi, ko grejo čez to, a ne, to je, tam veš, ne vem, dobiš cikel kemoterapij, ne vem, jaz sem jih imela 12, veš, kje je cilj, a ne, 12 jih moram zdržati in to je to, a ne. In tam imaš ti fokus in tam imaš ti motivacijo in tam pač čas teče in samo se pripravljaš od ene do druge, a ne. Ko dobiš eno, se sestaviš, da greš na drugo, ko dobiš drugo, da greš na tretjo. In to cikel ponavljaš. Bolj je boleče to, ko ti kemoterapijo zaključiš, a ne, ali pa ko sem jo jaz zaključila, ko sem jaz prišla do zdravnika, sem jaz zdrava, a ne. Je rekel, pač tudi ne gre to tako, a ne. In takrat v bistvu mogoče šele se zaveš, da ni to tako lih, a ne, da ni proces končan in da ta proces bo še trajal. Zato pravim, to je res tek na dolge proge in zdaj mene ta zdravljenje, ki ga še imam in bo trajal še kar nekaj let. Ti imaš hormonsko zdravljenje, ne? Ja. To je razlika od kemoterapije, hormonsko zdravljenje. Zdaj tabletko dobiš, ne, pa enkrat na mesec. Pa injekcijo, ja, ampak ta mini tabletka ni nedolžna, ne? Je pa kar vpliv, ja. In se pravi, mi je v bistvu zdaj tole skoraj tako težje, a ne, preživljati to, pa živeti s tem, kakor pač sama kemoterapija, a ne, mislim, tako meni osebno.
Sam ja, to je to, kar sem rekla prej, nimamo več štoparce, nimamo več ure, da bi kazali, ni več, kaj je prav in kaj ni prav, a ne. Telo sprejema, odreagira na svoje, tako kot odreagiram. Zdaj na meni je samo to, da sprejmem in pač poskušam to tako sprejeti, da se ne obremenjujem preveč, a ne. 13. maja prideš in letiš kakšen krog je z nami, ne, v Hrastniku. Bom, se pravim, tečem, v bistvu tako, tudi tek na smučeh mi je še zmerno in moja paradna disciplina. Moram poudariti, ja, tako da mogoče tudi, a ne, da poslušalci vejo, da mislim, ves celo kinoterapijo sem bila zelo aktivna, a ne, in tudi zdravniki vzpodbujajo gibanje, a ne. Da gre malo ven, ne? Tudi to, pa tudi za tako počutje, a ne, in za nadaljnje zdravljenje. V bistvu na Švedskem dobivajo kemoterapije na sobnem kolesu, da v bistvu kot so na sobnem kolesu sprejemajo kemoterapijo. Ti si pa ležala. Ja, ampak sem v bistvu zelo veliko poj hodila in tako, a ne, ampak čim bolj tako biti aktiven v tem smislu, zato da telo, rekla, na nek način ohranjamo v kondiciji, a ne. Je pa res, da se pravim, lansko leto sem zelo veliko tudi tekla na smučeh, letos kar precej manj, no. Ampak Saj še dolgo leto, ne? ja, tega malo zmanjkalo, ampak bo drugo leto spet, a ne, tako decembra. Sam tako, a ne, ne obremenjujem se več s tem, da moram, a ne, ali pa zdaj pa moram na trening, zdaj pa moram to, pa če mi paše, grem na hoditi, če mi paše, grem na kolo, če mi paše, grem v hribe, če mi paše, grem tako, a ne, bolj mogoče poslušam svoje telo in se mi zdi, da je to bistveno, no. Službo že hodiš? Ne še. Ne še. Ja. Delaš pa v Decathlonu? Ja, ja. V Ljubljani? Ljubljana BTC. BTC. Tako da, ja. Uživaš v tem športna trgovina bolj kot ne? Ja, predvsem to, ta športna trgovina, tako ne tak športni duh, bolj vse je povezano bolj s športom, seveda sem zadolžena za smučarski tek, tako da tam sem doma in ja, pač mi je super zato, da je delovnik dinamičen, no, tako. Ne samo ti, tudi mnogi drugi, ki so šli skozi podobno pot, pa se borite za življenje, malce stran, 500 km stran ali pa še malce več od nas, pa ljudje umirajo. Groza, ne, kar se dogaja v Ukrajini. Mislim, ja, grozno je res to, ker grozno mi še bolj to, ker slišim, da prijatelji, a ne, pač en biatlonec je tudi umrl že. To so ljudje, ki so bili zdajle na olimpijadi in so v nabojnih črtah, a ne. Punce v Ukrajini pač ne smejo iz države, tudi čakajo sicer doma, vendar ne vem, lahko se zgodi, ko pokličejo noter, fantje so pa vpoklicani, a ne. In tam za njih zdajle šport ne obstaja, a ne. Upam, da se bo čim prej. Ja, veliko probamo tudi pomagati, no, tako da sem ambasadorka teh otrok z rakom, junaki tretjega nadstropja in so te otroci želeli pomagati tudi ukrajinskim otrokom z rakom, tako da smo končno dobili kontakte, da bi nekako jim poskušali dostaviti vse stvari. In to se mi zdi res tako lepa gesta teh otrok, ki so tudi sami grejo čez to bolezen, da imajo še ta čut in sočutje tudi do drugih in da želijo pomagati in če ne drugega, moramo mi pač odrasli poskrbeti vsaj toliko, kar je v naši moči, da dobimo kontakte in to sprovedemo. Tadeja, hvala za vse, kar si povedala. Mi bomo zdaj z televizijsko oddajo zaključili. Hvala vam za pozornost.